Dobro došli na Ocvirki podcast. Pozdravljen Matej v današnji moji 19. epizodi s teboj podcasta, da je Ocvirki so. Wow. Kako ste kaj danes, prijatelji podcasta? Moji možgani so cvrti, ker nisem mogel slediti sploh tvojim besedam. Tvoji možgani so odsvrti. Ocvirki. Ja, in vse zato je pa tako logo, ko je. Tako. Logo je odsvrtek. Možg cvirki. Možhan. Joj. Tale, mislim, da je kar tradicionalno, da mama toliko misli na začetku. Ja. Mislim, da ljudje to zelo radi poslušajo. To ljudje cenijo. In da veliko ljudi neha poslušati, ko začnejo mi bluziti tole. Kak si pa ti drugač? Jaz sem pa kar v redu. Ja, super. Ne vem, ko pa vem, da je na novo, fajn je, ker je že malo pomlad se začenja, ptički pojejo, sneg kopni. Lepo vreme. Si kaj smučal letos drugač? Še kar ne, smotan sem. Jaz sem pa bil letos 3-krat. Wow. Za vse, ki vas zanima, 2-krat sem bil na nočni in 1-krat sem bil na enem večjem avstrijskem smučišču. A drugač lahko imaš vse fajn na nočni smuki? Zakaj pa se ne bi imel fajn? Pač tak, a je to... A imaš dovolj se za smučati, ker verjetno ni vse osvetljeno, ne? A to je samo tako malo, da je doživeti. Tako je, da tisto, kar sem jaz bil, so bile ponovadi kakšne 2 ali pa 3 proge, 4 max imaš na voljo, pa ful je fajn, zato ker če naletiš, da je lepo vreme, pa da je mrzlo, ne, ni pa megle ali pa nekih padavin, to pomeni, da bo sneg pač obstal tako ukršnjen, ne samo sprhnjen, kako se reče, tak puhec je sam gor. Edino zdaj, ko se bliža konc sezone, zna biti pol spodaj pomeznjena podlaga iznad drset. Tako če pa ful fajn, ker sneg ful leč ostane v redu, pa ni ne delajo se tudi kupi, oziroma če so res zelo mehki, kar je pa slabega, je pa to, ko sem rekel, da lahko pač naletiš na čist pomrznjeno podlago ali pa da te zebe. Je pa tako, da ponavadi ni, saj tudi, ko sem jaz bil na večini, ni bilo neke guže, oziroma si lahko našel, tako da si se res smučal. Tudi če so bile recimo kratke proge, ne, v glavnem sem bil na kopah. Na kopah, ja. Hashtag not sponsor. Ja, not sponsor. Sponsor nas kope. Je bilo tako, da smo bili čist na toni desni progi, ne vem, kak se reče, kjer imaš tudi sedežnico lepo. In pač, če se hočeš nasmučati, se lahko se peleš, pa si takoj ponavadi že nazaj gor. Pa kroge delaš in se res. Če sem tudi prejšnji let ali 2 leti nazaj sem smučal na Celjske koče in smo se ful norca delali, zato ker je bilo, mislim, da je bil že marec ali konc februarja, nek tak čas, ko zdaj smo se ful norca delali, kao da če pa nič ne bo odprt, gremo pa na Celjsko kočo, ne, ko je pač ful nizko, pa ful majhno smučišče, ampak pa je bilo tako, da je bila, mislim, da sreda ali nek dan v tednu, na katerega pač ostala smučišča niso imela nočnih in pa smo šla z takrat bivšim sodelavcem na Celjsko smučanje in smo se ful nadrajsala, smo se ful nasmučala. Sicer je pa res, da se peleš 40 sekund dol pa 2 minute gor, ampak če delaš kroge, jaz sem se res takrat nasmučala. Več si na sedežnici, ko pa na smučah. Ja, pa še tam je sidra, tako da sem bom fajn nogice čutil. Ja, bom šla na drug teden. Kupila si ima tudi te majke, ko jih lahko imaš tule, pa ima podcast posnela. Ja, in pa skozi bom imela prižgan tako, da boš... Jo, v redu. No, to je bilo to. Je kje si bil pa v Avstriji? V Avstriji sem bil pa v Nasfeldu, vse nisem nek blazen, no, vse ti veš, ampak zdaj tako govorim, da ne bo kdo mislim, da sem nek jak smučar. V Nasfeldu sem bil. Okay. Meni je zelo všeč Nasfeld. Tako je bilo, da nas je bilo malo strah, če bo v redu pogoj, ker je bilo kar precej toplo napovedano, ampak je bilo tako, da mi smo se pol vozili od tega, ne vem, kak se reče, tam, ko je najvišji del Nasfelda, kjer je tudi ta razgledna točka, pa se voziš po tej progi do pač spodne sedežnice, to je proga, mislim, da 70, če z tega držiš, je pač zelo redo, ker je severna proga in zelo dolg sneg ostane. Kukor pa zaviješ malo bolj desno ali pa malo bolj južno, so pa tako bili kupi. Pa si bil kdaj, mislim, si imel kdaj kako nesrečo na smučanju, da te kaj res usipa, no? Lately, ne. Ne, pač tako, da bi imel prav poškodbo. Ne, tudi na splošno. Jaz sem si v šoli v naravi roko zlomil. Na smučanju? Ja, ker sem na Rogli smo bili. In je ona proga mašin žaga, ko ima neke skakalnice. Ja, veš, da si šel tja, ne? In sem
nekako se mi je smuča zapela v skakalnico na rob in da me je naprej vrgel. Okay. Preden sem jaz padel na tla, se mi je palca zapiknala v sneg, pa mi je palco v roko nabil. Ampak je bil pač tak čisti zlom, tako da ni bilo problema. No, čisti zlom, full dober, sam da ni bil mazan. Je ni bil problematičen, to se hoče reči. Sam kost je bila zlomljena. Danes se bomo pogovarjala o pač malo nekih naključnih, morda koristnih stvarih, ki jih imam jaz tudi randomly napisane po novcih. To mi zelo všeč. O kakih uporabnih vprašanjih. In sicer tule mi je padlo v oči eno zanimivo vprašanje, ki se mi zdi, da lahko ful pomaga nekomu, ko ne ve točno, ko bi delal. Kot poklic ali kaj? Ja, kot poklic v lifeu, s čim bi se ukvarjal, no, ali pa če imaš preveč opcij, ali pa če jih imaš malo, pač na kaj se zdaj osredotočiti, ne? Mogoče si že kdaj slišal, ampak da se vprašaš, kaj bi delal, če bi mogel za to računati 2-krat več kot kdorkoli drug, pa ne bi smel delati nič drugega. Oziroma, zdaj sem se spomnil, da imam še eno vprašanje, ko tule ni bilo napisano. Toto vprašanje je bolj, se mi zdi mišljeno, da si izbereš, kaj bi bila najbolj profitna stvar, ne, s čim bi največ zaslužil. Se pravi, kaj bi delal, da ti lahko tako dobro ponudiš stvar, da lahko 2-krat več računaš kot pa drugi, ne? Se pravi, da si izbereš neko dejavnost, ko je tebi ful preprosto delati, ostalim je pa težka, ne? Ker se mi zdi, da veliko ljudi imamo neke sposobnosti, ko smo jih v otroštvu razvili ali pa nekaj taga, da so nam bolj second nature, ko pa so mogoče drugim, ne? Sploh danes, ko lahko prodaš marsikaj, ne? Lahko je tvoja sposobnost, da lahko ful veliko poješ, pa pač začneš mukbange snemati, ne? To je samo destruktivno, to ne vem, če je najbolj dobra opcija. Ampak sam preden replajaš, bom pa dal kontekst, kaj je pa ono vprašanje, ko sem jaz prvo mislil, da bo se pravi, da se odločiš, kaj bi delal, je pa bolj po mojem primerno vprašanje, kaj bi delal, če bi vedel, da ti ne more spodleteti. To bi tako vzel neko tako stvar, ko je ful težka, pa da je ful profitabilna zdaj. A to moram zdaj prav jaz odgovoriti? Ne, niti treba odgovoriti. A to je samo vprašanje za usmeritev? Ja, ampak med stvarmi, ko jih delaš, kera bi bila tista, ki bi jo lahko do konca življenja delal, pa bi šel all in, če bi vedel, da ne boš failo, ne? To je lahko pač dobro vprašanje za enega, ko ne ve, ko bi se odločil. Ne? To mi še vsaj tak ful težko, ker me ful različnih stvari zanima. Ne? Se je težko, mislim, kako bi rekel, se mi zdi, da najboljše vprašanje nima preprostih odgovorov. Si moraš malo časa vzeti, da premisliš, ampak da lahko pač ima zaradi tega odgovor nek velik value. Ne? Zdaj po eni strani bi bilo to, da bi pač to, kar že zadelam, kar se glasbe tiče, neka party band zadeva, to mi je ful fajn, ampak da bi pač pripelo to do tega, da bi še imel bolj normalne ure, pa ful manj igranja za pač več denarja, ne? Ampak še vsaj note je to, da jaz nisem dober prodajalec. Po moje. Ali pa se mi ne da, ali nisem rabil, ne vem. To. Druga stvar je pa neke vrste support. Ker si mi pač tak se počutim, kukor, da to, kar sem pač, to, kolikor imam izkušnje, mi je to zelo dobro ležalo, pa dosti živca imam, pa da se mi da dosti časa ukvarjati, pa še vsaj imam neke te sposobnosti reševanja problemov, sploh tehničnih. Se pravi, do neke mere. Primer IT support, če bolj nišno gremo. Ja. Ko recimo dosti ljudi se mi zdi tako, da jih kar hitro živce zgubijo, pa da se jim res ne da s tem ukvarjati, pa da jih to full draina, mene pa to načaloma napaja. Ja, mislim, meni podobno, to recimo, če se primerjam s svojo punco, meni so pač nekateri problemi, mi je pač exciting ustrajati, pa jih reševati, pa sploh ne bi pomislil drugače, da se nekomu niti malo ne da s tem ukvarjati, ne. Sam ne moram pa zdaj trditi, da bi to lahko rekel za vse take probleme, ko ene stvari so tudi take, ko se mi pač ne da.
Ali pa pač najdeš nek drug workaround, pač ne boš se zdaj s tem ubil. Ampak ja, še vsaj ne pa veliko takih glitov, ko si ti rekel, da ko se loti neke stvari, zdaj to treba rešiti do kraja. Ja, no tak, nekaj takega. Ampak ko si zdaj študiram za ko si rekel, kaj bilo takega, da bi do konca življenja delal, pa da bi mogel 2krat več računati. Je sam kaj to, no kako se pa tebi zdi, da glede tega bi šel v performance business, pa? Kako ti je to? Ja, misliš performance business, pač muziko? Ja, muzika. Ja, po mojem, tudi v tem sklopu pomeni, da če si ti odgovoriš z neko stvarjo, še vedno to ne pomeni, da boš ti skill-wise stak na tisti točki, na kateri si zele, ne? Ja. Ampak boš sam, ker kao veš, da je to edina stvar, ko jo lahko delaš, pa ker boš mogel 2krat več za njo računati, kot pa ostali, boš več časa investiral v njo, kot pa v druge stvari, da boš upravičil to ceno, ne? Vse ta monetizacija je po mojem sam, da ti pomaga malo konceptualizirati vse skupaj, ni zdaj tu vse v gnarju. Ta 2krat več je tako neko vodilo, da ti je to kot filter, v čem si ti boljši kot drugi, kot večina drugih, ne? Okay, no da iz tega izhajaš. Pol bi to kršlo skozi, pa malo. Če recimo še vsaj mi je boljš iti na kjerkoli špilko, pa na kjerkoli šiht. No, vidiš. Pa če ta gledaš, ne. Že en močno. Pa pol kuk se ti recimo da neke kavarniške stvari igrati, recimo je to pač meni res easy, ne. Mislim, easy. Ja, meni tudi to, ker hiter mine, tudi če ni folka, pa mene najbolj mi je lejem čaka to mesto, to se mi najbolj vleče. Ko recimo smo cel dan tam, pa igramo v bistvu samo 2 ure ali pa nekaj, pa 3. Ti se mi res najbolj ekstremno vleče. Medtem, ko če greš ti v set 45, to je meni takoj mi mine. Ja. Razen če imam tečne ljudi zraven, ti pa se vleče, pa da ne znajo. Ja, jaz sem velikrat zraven. Ti si pa stressful. Ok, imam še eno vprašanje, oziroma predlog, da preden kaj kupiš, da se zmeri vprašaš, kaj preden kupim? Karkoli. Aha, ok. Se zmeri vprašaš, kako bo to vplivalo na porabo tvojega časa, ta nakup. Ok, smisel, da bo šel v asset and pa liability. Ne. Ampak jaz mislim, da je tu bolj mišljeno za to, da sfiltriraš iz svojih nakupov neke take glupe potrošniške stvari, ne. Se pravi, razen, če ti to zdaj ful nekega joya prinese, ne, ampak bi rekel, da veliko časa ti lahko požere Netflix subscription. Naprimer, ne. Okay. Pol, da si kupiš igrco. Ne? Mislim, sej, valjda moraš uživati v lifeu, ampak se mi zdi, da ne sme biti, da mora biti pa zmerno število pritrdilnih odgovorov na to vprašanje v tvojem življenju. Ne? To je ful zanimivo, ker drugač nisem, mislim, zdaj ful težko po eni strani to komentiram, ker kar se subscription-based servicev tiče, oziroma ko so to storitve z naročnino. To je bil sam pač primer, ko mi je padel na pamet. Pač jaz nimam nič od tega, razen pred kratkim sem se pridružil enem Spotify planu. Pač pa recimo jaz, če hočem, pač televizije nimam, nasplošno, ne, imam sicer dostop do programov, ampak jih ne uporabljam, pa imam nek ekran, ko bi ga lahko preklopil, ampak pač ga ne gledam televizijo in če hočem jaz recimo film gledati, moram zelo intencionalno ga poiskati, pa dol cuknet. Ful večji friction je med tem, da ti nekaj narediš, ne. In je manjša verjetnost, da boš to naredil, ne. No, zato smo se tudi s partnerko pogovarjali v bistvu, da ko bom imela otroke, da jaz pač želim to obdržati. Da ni televizija obajti niti in če ti hočeš nekaj gledati, boš mogel pač, ne gre za to, da se ti usedeš pred televizijo pa zabijaš cajt, ampak boš se usedel pred televizijo in boš zelo z namenom nekaj pogledal. Zelo intencionalno. Misliš, da pač lahko je televizija, sam da ni z direct accessom povezana na providerja telekomunikacijskih storitev ali pa nek subscription service, ne? Tako je. Ja, da nimaš on demand. Da ni poanta, da se ti usedeš pa cajt zabijaš tako streko, ampak res se usediš z namenom, da boš za nekaj pogledal. A si ti odrastel s kasetami, drugače? Tudi, ja. Jaz tudi. Ampak tu je pač mogoče ena primerjava, kasete pa CD-ji. Jaz mogo zelo že tu je bil večji ta uložek časa, da si ti pripravil nekaj, ne? In je tudi tist payoff bil boljši. Samo je tudi bilo tako, da včasih smo šli,
Pač moja mama sicer knjižničarka in bilo tako, da sem lahko šel v knjižnico, pa sem si nabral en kup kaset in pa si imel to doma, ne. Ja. In si tudi lahko lupo to, če si hotel sosedo, pa si ruknil noter, pa pol, ko je bilo konc drugo, ne, si tudi lahko zdaj, to je zdaj spet tak, ne. Ampak vsem si mogel nekaj dati od sebe, ne. Ni bilo tako on demand, ko pa je recimo Ja, da se kar Netflix. sedeš pa gledaš, ja. Ali pa no, pa se nasplošno tako so programi, mislim, da je to. Pa tudi, ne vem, tudi nisem recimo nikoli imel Xboxa, PlayStationov. Imel sem sposojen sicer Xbox, pa sem igral SSX, pa nekaj še, ampak to je bilo zelo tako, zelo kratek Si čas. gledal Simsela Grim risanke? Ko je že to je ona zadeva, ko gre po nekem rollercoasteru na začetku, pa to. Ne vem, če sem to Taka dva gledal. mala neki sta, ko na neki knjigi letita in zgodbe pripovedujeta. Ja, se spomnim nekaj, ja. sam zelo švah. mi smo imeli- Simsela Grim. Mi smo imeli drugače, se mi je zdelo ful jako, da imamo mi doma radio, oziroma bil je kasetofon, kasetoplayer, ki je pač bil sposoben sam kaseto obrnati. In pa ko vršli do konca, je to škrtal, ko hodič in je kaseto samo obrnil. Ali pa še boljša je bila, ko si pa s flomastrom navijo. Previjo nazaj, če si hotel poslušati kaj od ozadja ali pa če več. Imaš te izkušnje ti še? Mi nismo nič previjali, Aha. pa nič ni bilo treba obračati. Ja, si poslušal do konca. Ampak in so to je to. bile kasete pač, ampak sama ti zdaj misliš, ta male kasetice, ko je bil sam voice. Ja, zdaj sem mislil tisto. Aha, ok, ja. Tistih sem neki, ko so bile pravljice gor, to smo imeli, kaj več se pa ne spomnim, ampak jaz mislim bolj ta velike kasete za risanke, prej, ko smo se začela pogovarjati. Je bilo ful dobro, kad spomnim, da sem imel dve neke pravljice, pa ta tretja ta mala kaseta je bil pa Drinkers album, ne božičen. Jaz imam ful dobre spomine tudi na te kasete, ker so bile take fajne oblike pa velikosti, da sem jaz pol iz njih jih zlagal pač v tunele, ko sem se igral, pa avte noter furo, pa ne vem kaj vse. Tako da ja, kasete so fun times memories. Pol, kar se še pa spomnim, so bile pa, ko so bili pa CD-ji že, pač te ninja želve, pa te stvari. To me je šlo ful neživce. Pa, zakva? Je on Mr. Splinter, debil podgana, dej. Počel je pameten. Ja, ne vem, jaz sem bil takrat star pa moje, ne vem. To je bil moj drugi Jaz oče. sem bil po moje Jaz sem bil po moje konc osnovne šole, ko ste ninja želve prešle ven, pa tam nekaj se mi zdelo to čist neumen. Hvala, ti si 10 let Pa starejši sam od pico mene. so jedli po punih nekih jarkih, pa neka tata imena italijanska, Donatello, pa Michelangelo. Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Ja. Donatello. To taka imena. Ne vem, Ja. me je bila ta era, drugač Cartoon Networka najbolj, ko so bili, Aha. ko je bil Foster's Home for Imaginary Friends, pa ta era. Jaz To je sem- bilo med Tom in Jerryjem pa med Bentanom, to vmes nekje. Mi smo ful dolgo rabili, da smo pač imeli ta program, zato jaz nisem bil temu toliko izpostavljen. Da sem bil že nek 5. razred, ali 6., ko sem Cartoon Network videl. Spomnim se pa še Yu-Gi-Oh, Ja, karte, ja vem, pa sem. Winxice. Pinksice. No, To je moja sestra imela, recimo, ne. Ja. Okay. Pinksice. Pa so se pa drle, pa neko čarobno moč spuščale, pa se pregajale. Dobre. Ja, vse to so ženske in real life tudi. Ja, se pregajajo, pa se Ne, derejo. derejo se pa čarobno moč spuščajo. Drugač pa, če bi se vrnil zdaj malo nazaj k temu, ko si rekel, da je pač, kako si je bila teza nekaj na to for, da moraš preštudirati, koliko ti bo časa vzel nek določen nakup. Oziroma tisto, kar kupiš, ne? nekaj kupiš, da pomisliš, koliko ti bo časa, Ful je zanimivo, kako bo koliko vplivo na porabo tvojega časa. Ful so zanimive tle dve stvari. Ena je ta, da koliko se ti pripravljaš pred nekaj kupiš, ne? To oba veva mi dva. Mislim, jaz kukajo zakaj, ampak za večino stvari pač si Se vzamem mogoče ful pa to cajta. šteto v vprašanje. Mislim, tukaj, ne vem, Ja. če zato, ker ti za vsako fucking, Ja, za vsako stvar pač porabiš Ja, ja. ful enega cajta, pa research, pa jaz grem po eneh. Zdaj sem recimo bundo kupil in pa sem v City centru vse trgovine obredo preiskal, kje dobim najcenej pa najbolj v redu. Pa sem šele šel primerjati material, pa kak je Ja. noter, ali bo dejansko topla, nizka, dolga, kakšne materiale, kaj vater. No, to sem ti A že, veš? to sem ti že omenil, da pa je tisti tip potrošnika, ki ni tako midva, Ja. ful bolj mentalno zdravo prije Ja, skozi verjamem, ja. v life, ne, ker ne glede na to, da tu pa tam upravi slab nakup,
v bistvu prehrani veliko časa pa mentalne energije, ker se ne ukvarja. Sam naredim pa s tem, veliko ne. korakov. Ja, to pa res. No, druga stvar, poleg tega, ko sem pa to rekel, je pa to, koliko lahko greš ti v nišno, če te zanima neka stvar, koliko lahko en rabbit hole, če nisi zdaj Ja. tak, da bi te za vse stvari. Pa recimo, če začneš, recimo en primer ene osebe v mojem življenju, da ima reči, ki se je začela ukvarjati, da ima reči, s hribolazenjem in gorništvom malo, ne? In zdaj na začetku je bilo čisto vse, kakšne čevlje je ta oseba imela za hribe, ne? Zdaj pa to tak rabbit hole postal. Ja, mislim, da vemo, o kateri osebi govoriš. Ne, v glavnem, pač, to je zdaj tak rabbit hole, da je toliko enih dejavnikov in zdaj nič ni v redu. Prej je bilo tako, da je pač si ta oseba kupila neke športne čevlje in pač, če so bili prav, je bilo to top, ne, zdaj bolj, ko ti hodiš, pa bolj, ko se ti spostavljaš tam, bolj več, ko veš, bolj nisi zadovoljen stvari, nič ni v redu in zdaj sploh ne ve več, kva bi, ne. S tem, da ponudbe je pa zdaj tudi toliko, da... Midva se mi zdi, da vedno hočemo ta price performance spot iskati. Ja. Ampak zato sem pa mislil vprašati, če se ti zdi, da obstajajo pa tudi ljudje, če obstajajo ljudje, ki pač imajo dovolj keša, ko pa dejansko na vsako stvar grejo all out, da kupijo najboljšo stvar, najdražjo stvar. Ne? Ja, vse A vemo. misliš, da obstajajo? A ja, Veš, da vemo. Oba vemo, vsaj za eno tako osebo. okay. Ja, sigurno so. Ker to je pa pol, da kupiš ti brand, pa ne, ker si jaz si pa zaslužim najboljš. Ok, ko smo gli koristnih vprašanj je bila, tu sem si enkrat izpisal en full dober content creator Ali Abdal, lahko si pogledate njegov kanal. Terorist. Opa, ni terorist, samo malo zgleda tako. Medicinist. Ampak tu so pa zdaj 3 vprašanja, ki se malo povezujejo eno z drugim, pa ti tudi lahko pomagajo pri tem, če ne veš točno, kaj bi delal, pa kaj bi rad. Ne. Okay. On je to poimenoval Odyssey Plan, ne vem za kva, ampak tako sem si napisal. Ker greš enkrat in se vrneš sam nazaj z tega potovanja. Dobro, mogoče pa res. Kume počakam film Odiseja od Nolana. Moš to na seznamu. Čakamo. Ja, julija prijavim. Ampak jaz bom takrat na dopustu, tako da ne bomo mogli iti na premiero. Ampak premiera je tako overpriced, tako da vse. Ok, prvo vprašanje. Kako izgleda moje življenje čez 5 let? Da se to prvo vprašaš. Ne? Okay. Zdaj, to je zelo splošno pa vague, če nimaš še konteksta drugih 2 vprašanj, zato je pa fajn, da poznaš vsa 3 vprašanja, pa se pač temu posvetiš, kako boš pač odgovoril. Ne? Okay. Drugo vprašanje je pa, kako izgleda moje življenje čez 5 let, če bi izbral drugačno pot. Okay. A zdaj, kak je pa cilj tu vzadi drugače? Ja, se ti pravim, da ti pomaga ugotoviti, ko bi ti... to je še vseeno vse to. Okay, sam to se ne povezuje z onim prej, razen da je tema ista. No. Ta tretja je pa, kako izgleda pa moje življenje čez 10 let, če se mi ne bi bilo treba obremenjevati z denarjem in pričakovanji družbe. Ko imaš vsa ta 3 vprašanja pred sabo, pač skušaš vsakega posebej odgovoriti, da ti da, če imaš nejasne predstave o tem, ko bi rad, pa kako izgleda tvoje življenje v prihodnosti, da si nekako skušaš se usedeti pa spraviti na papir, kar je pač od teh 3. Se pravi, bom še samo enkrat jih prebral. Kako izgleda moje življenje čez 5 let, kako izgleda moje življenje čez 5 let, če bi drugačno pot zbral, pa kako izgleda moje življenje čez 10 let, če se mi ne bi bilo treba obremenjevati z denarjem in pričakovanji družbe. Dobre, če te ne sprašujem, da boš govoril. Bomo še kar se dela nekaj časa. Zelo je zanimivo, če že daš, če se ukvarjaš s 3. vprašanjem, pa da je tak, da imaš ful denarja, se itak po moje ne rabiš ukvarjati, ko si bo družba mislila, ker si ti tak lahko narediš tak, da... I guess, ja. Čeprav imaš pa pol ljudi tudi, ki vedno pač govorijo, da imajo težave z tem, da tudi ko imajo veliko denarja, da imajo podobne pač probleme. Ne vem.
Ko zdaj se mi zdi, da sem se čisto na tretjega sicer osredotočil, ampak to, ko Na sem tretjo rekel... osebo. Ne, če imaš ti to opcijo, da se ne obremenjuješ z denarjem, ne, lahko si narediš tako, da se tudi z ljudmi ne boš, ker se lahko ali izoliraš. Ali... Kdo je bil to, kaj je on, ne vem, pač bila en podcast, recimo poslušal, pa sta se dva pogovarjala, ki pač imata neomejeno količino financ, da ima reč, in je bilo pač, ko je izbruhnil ta koronavirus, sta bila taka, da pač se nista hotela s tem ukvarjati in sta pač šla za tiš čas na en otok in pač, a veš, pač si pol res malo neomejen, pa se ne rabiš z ničem To pa je debata za drug. A veš, sta se čisto recimo izognala vsemu temu, ne? In pritiskom, in no se pritiski kar fajn povežejo vse skupaj. In pritiskom, in tem pogojem raznim, ki bi jih mogel sprejeti, pa cepljenjem, testiranjem, vsem o tem sploh čez, ker so se že takrat očitno zavedali, zakaj pač gre in da je pač to malo tako, no. Mislim. To je pa res en luxury, ki ti ga lahko kupi denar, ne? Kva? Da se ne rabiš z ničem ukvarjati. Da se ni treba s pandemijo ukvarjati. Ja, to je fuck you money, se temu rečemo drugi. Da res pač se z ničem ne rabiš ukvarjati, razen s tem, da pač se imaš pa fajn. Je rekel, zakaj zdaj, če imaš ti toliko financ, da je zdaj to pač izkoristiti, da znaš tudi to narediti. Da pač si res takle, kažem, sredinca in je to to. Ja, zdaj, ko smo glih pregnarijo, bi mogoče sam sej bomo tako malo vrapala up, ker imamo danes tako krajšo epizodico, bolj takšne informativne narave. Da se malo o financah pogovorimo, o nekih pač, kako bi rekel, splošnih pravilih, pa neki taki denarni higijeni, ne. Pa mi je zdal pač neke istočnice, ko jih imam, pa ti še kaj dodaj, se bomo zikr še v prihodnosti kaj več o financah govorila, sam pač tule imam sam neki na hiter. Da prvo bi pač rekel, da se mi zdi ful pomembno, da če hočeš pač izboljšati svoje, bom rekel, narekovajih finančno zdravje, ne? Ja. Da, a imaš, bom prvo te vprašal, kje bi ti začel, če bi bil nekdo, ki ima ful probleme, pa mogoče ne glih probleme, ampak da je finančno nepismen, ja, s čim bi začel z ciljem, da si izboljšaš finančni pač... Ja, ali pa kako orodje bi uporabil, kak vir bi... Pač kaj ti prvo pade na pamet, s čim bi si pomagal, mogoče lahko tak človek. Oziroma, ali pa kaj bi bil prvi korak, ki ga naj naredi? Prvi korak bi bil, da pač pogledaš, pač koliko porabiš, pa koliko dobiš. Ne imaš pač nek pregled nad svojim money flowom. Najprej bi to naredil, pa moje. Okay. Da ti vidiš, ali si zdaj v takem položaju, kjer imaš sploh priložnost kaj prešparati, ali si v položaju, kjer nimaš nič pač priložnost prešparati, ali dejansko pač izgubljaš denar nekje nevedene. Ja. In pač ko to narediš, pa lahko ti naprej raziskuješ, kaj se da narediti, pa kje lahko kataš vse to je... svoj spending, ne, pa da obdržiš več denarja za sebe. Da veš, kako je trenutno stanje, preden greš planirati prihodne stanje. Ne, ja. Sej, to si, ne vem, zdaj mogoče praktično bi kaj to zgledal, da si, ne vem, en mesec beležiš stroške, pa... Ja, oziroma, da si beležiš svoj celoten money flow, torej koliko denarja, če imaš ti... Prihodke in imaš recimo eno odhodke, službo, pa neke stroške v življenju, torej, ko dobiš, recimo, začneš... recimo fajn, da si mogoče vsaj, če zdaj dobivaš plačo enkrat na mesec, da mogoče vsaj 2 meseca ali pa 3 mesece si beležiš vse, ne? Ali pa vsaj en mesec, že to je za začetek dovolj, pa recimo začneš, ko plačo dobiš in v tistega dne računaš svoj prihodek, to je plača, pa če še kaj druga delaš ali kakorkoli, da najprej tudi razumeš, kaj je sploh v tvoji plačilni listi, pa za kaj si dobil, pa koliko je zdaj nekih stroškov, ki jih imaš za službo, zdaj si, a moraš tu še upoštevati neke potne stroške ali pa kakaj malce, če si sam, to je ta del, pa čez cel mesec beležiš, za kakšne stvari zapravljaš. Ali so to za neki subscriptioni, ali je to samo hrana, kakšni so tvoji stroški, a lahko pri teh stroških življenja, recimo pri elektriki ali pa pri vodi, kaj prešparaš, ali pa lahko se kakšnem subscriptionu odpoveš, če jih imaš zdaj več, ali lahko glede prehrane kaj narediš, ali ful porabiš za kavo v zuni.
To za Jaz začetek. se mi zdi, da pri tem trekanju, pa tudi če samo po enem mesecu, Ja. da je zelo uporabna informacija, lahko že sam, če jo dobiš iz tega ven, kak je znesek, ki ga ti rabiš za svoje osnovne potrebe, pravi za hrano, pijačo, vodo, elektriko, pač take stvari, ko pač ne moreš brez njih živeti, pa kak je pol delež tizga, ko pa ni toliko obvezno, ne. Ja. Da imaš nek pregled nad tem. Ti drugač, ti si še trekaš to, da si pišeš te stvari? Večinoma, ja. Okay. Ampak zdaj po eni strani je to ful lažje, zato ker, mislim, jaz za sebe govorim, da sem glih na drugi strani spektra, ko bom ponavadi manj zapravo, kakor bi pač kakor bi najkal, ne, da nimam problema. Recimo, jaz nimam problema s tem, da bi kar dubo pa ves denar zapravam, ampak jaz sem denar pa pol zapravam sam za tisto, kar je res najbolj nujno, ali pa tisto, kar si planiram, recimo, ne. Tako da nimam recimo te težave, da dobim plačo, pa bi kar tak zapravo za neke stvari, pa da ne bi vedel, kam greš, vsem zelo dobro vem. Nekaj časa sem si pa beležil, pa recimo tudi zdaj, običajno si vsak mesec naredim tako nek obračun meseca, pa da vidim, koliko mi ostane, pa na podlagi teh izpiskov vidiš, ali zdaj greš letno, kam se ti premika, ali greš gor, ali greš dol, ali ti gre na slabše, ali kje preveč zapravljaš, ali si imel kaj več stroškov na ta način. Ker jaz imam s tem, mislim, ne bom se prav izrazil love-hate relationship, ampak Z beleženjem? ja, mislim, imam tak odnos do tega, po mojem, ko ga imam do, se mi zdi dobra primerjava, beleženje kalorij. Okay. Da mi je ful uporabno se vrniti k temu vsake tok časa, da ponovno dobim feeling in pol nekaj cajta tega ne rabim, a veš v tem smislu. Ne? Ja, vse to je čisto reda. Tako da mogoče do tak proba, če mu je pač tu mač, ampak se mi zdi, da že ful velik value lahko narediš, če sam dobiš ven iz tega, če samo en mesec to delaš. Ne? Ja, malo imaš predstave, pa isto, kot si zdaj dober primer, ko si omenil za trekanje, kalorij to pač uporabiš kot orodje, da se ti naučiš, koliko recimo ima en krožnik ali pa vse, kar poješ približno kalorij, pa da vidiš zdaj, ali imaš nek surplus, oziroma ali imaš nek višek ali pač premalne. Tukaj pa isto, pa ima, mislim, podobno na nek način. Ja, to bi bil fajn prvi step. Ja. Zdaj pa namigoval sem pa prej, ko sem rekel, kaj misliš, da bi bil prvi cilj, jaz pač bi rekel, da ta prvi cilj, če je to relevantno, je, da skušaš dolgove odplačati, če jih imaš, ne. Pa je bi naj bilo full useful, da si jih pač, da si zapišeš vse dolgove, zdaj tukaj tudi upoštevimo, da so dolgovi, naprimer, kaki lean pay. Lean pay je to, ko lahko na obroke vzameš stvari. Ja. To je vse dolg, v bistvu. Ne? Ja. In danes je res simple se zadolžiti. Ne? Oziroma, ne danes, ampak se mi zdi, da je zmeri pač bilo, ker je pač obresti je itak glavni mašin, na katerem banke živijo, pa pač tak naprej. In tudi, če je lean pay, ne, mislim, da je zelo kao brez obresti, ne? Še vseeno imaš ti to zaplačati, ne? Še vseeno je to dolg, to je denar, ki boš ga mogel dati. Ne? In da si pač napišeš ti vse dolgove, ko jih imaš, pol jih pa rangiraš ne glih po velikosti, ampak po tem, kjer imajo najvišje obresti. Ja, tudi kot ti največ denarja pasivno požira. Da prvo odplačaš tiste dolgove, ko imajo najvišje obresti. Pol pa greš pač po velikosti, pa počasi enega pa po enega. Bird by bird, si že čul za to. Ne. To je ena knjiga, ko je ena pisateljica napisala o pisanju. Aha, okay. Ki je pač lahko pisanje, itak si predstavljaš zelo, ne vem, pisanje knjige, ne, to je kar velik projekt, ne. Da je pač naslov knjige sam iz tega izhaja, da je mislim, da njen nečak je ful zamujil z nekim delom za šolo in bi mogel popisati ne vem koliko vrst ptičev ali nekaj taga. In pol se je rekla, da mu pomagala, pa da je bil on tak pač tole, jaz ne bom nikoli dokončal in je bila tak pač we'll go bird by bird. In tam to izhaja. Na to foro in da greš tukaj pač strošek po strošek, oziroma dolg po dolg. Ne. A je tukaj recimo spada, če ti vzameš telefon nov, pa ga odplačuješ vsak mesec, spada to med... Ja, ziher. Vse to spada. Ampak ne moreš pa zdaj tukaj šteti stvari, kjer ti pač birokracija onemogoča, da bi ti to odplačal. Ne? Ker
meni se zdi, da leasingov ne moreš, oni te prav pač vežejo, ne. Ja, ne moreš drugače. Ker kredite v veliki meri lahko odplačuješ naprej. In s tem se ti tudi ful si zmanjšaš obresti, ne. Že če vsak mesec daš malo zraven k tizmu obroku. Vsakeč, ko je manj. Ja, se boš znebil vseh obresti, ki bi jih plačal pol, ko po tistem obdobju, ko tebi sploh ne bo več treba kredita plačevati, ker si pač vnaprej neki devo zraven, ne. Tako da ja, mislim, da so dolgovi ta prvi. Pa bi pa rekel, da to sicer je nekaj, čemu res nisem zadost cajta posvečal in zato še niti tega nisem naredil, ampak da ko veš koliko imaš ti stroškov z osnovnimi stvarmi, da bi kao najbolj fajn, da imaš nek emergency fund. Spravi, da imaš za pol leta recimo teh stroškov gnar vedno na strani. Če gre karkoli narobe, da imaš to na voljo, ne vem. Nekdo, naprimer, če je v najemu, pa pač mora ful hitro zamenjati, ali pa neke take pač stvari, ali pa karkoli z zdravjem, ali pa kaj takega, ne. Se pravi, da imaš, najlažje bi to bilo verjetno z varčevalnim računom dosežiti. Ja, ali pa lahko imaš nek kupče gotovine nekje, ali pa nekje ti si lahko recimo na banki narediš, da imaš pač posebej pri svojem računu eno mesto, kamor te pač hraniš, lahko je varčevalni, ja. Ampak to mora biti še vse en take vrste račun, da lahko zdaj pri nekaterih varčevalnih računih je tako, da ti ne moreš takoj priti do denarja. Tako, oziroma lahko samo moraš davek plačati. No, ja. Da imaš narejen tak, da pač ti leži v bistvu nekje in pač lahko katerkoli, pač to gre nekih 50,000, je pa navadi to za Slovence, mislim, da čist dovolj. To je, če imaš neko, tako si rekel zdaj, ali neki spad službe, recimo, ali pa nekega dohodka, da si lahko najemnino pokriješ, če najemnino plačuješ ali pa nekaj. Zdaj, cel avto si glih ne boš mogel za denar kupiti, ampak recimo s nekim tem denarjem si kupiš tudi kako se to reče, mal bolj si miren, mal bolj mirno lahko spiš, če se ti kaj zgodi, pač lahko si nekaj pokriješ, ne. Ja, pa imam pa še tu napisano, zdaj, ko smo glih pri teh osnovnih potrebščinah. Zdaj, zato mi je bilo malo bolj zanimivo mogoče tole načeti, ker ti imaš malo boljšo idejo tega, kot pa jaz, sem zaradi pač tega, ker si v stanovanju, ne, da ko imaš izračunan ta znesek za osnovne potrebščine, tukaj imam, se sploh ne vem, odkot je to vir, da je lahko to maksimalno 70% tvojega prihodka. A misliš, da si lahko to vsak prvoši? So zdaj sam tvoji stroški najema 70% tvojega prihodka? Ne samo najema, vseh osnovnih potrebščin. Kaj recimo tu noter? Po mojem najem, hrana, pijača, to je vse, da lahko ti preživiš oblačila. Oblačila so tu zraven. Je se ne moraš hoditi po svetu. Je dobro, sem se nekaj že imaš, se ne bo... Ampak tukaj bi mogel dati pol ceno za bare minimum, ki ga lahko ti zapraviš, da si oblečena, veš, na to foro. Ne pa, da zdaj govorimo, da si ti v Dior oblečen vsak dan. Pa po mojem gre še tukaj benzin, pa mislim, da so to vse osnovne potrebščine. Odvisno, kaj delaš. Razen, če se ne voziš z avtom na šiht. Ja, štekam. Oziroma nek javni prevoz, da si pokriješ. Da je 70%, ja. Mislim, vse hiter je, ne. Ampak se mi zdi, da je lahko pri nekaterih zelo hiter še več, ne. Ja, jaz mislim, glih to reči, da ponavadi, če ti ne paziš glih najbolj, pa če ne živiš below your means, oziroma da živiš na način, ki si ga ne moreš po bistvu privoščiti, je to lahko hitro še več in ti pa res nič ne ostane. Ker tukaj ne vem, je bilo pod osnovno potrebščino tudi mišljeno, naprimer, zavarovanje. Ne vem, če ne bi rekel. Ker tukaj imam pa pol naslednjo glede tega, da ne bi smel zapraviti več kot tretjino mesečnega prihodka za najemnina plus stroški plus zavarovanja. Ne vem, če to gre skupaj, zato ker je po moje najemnina, če ti plačuješ najemnino, je to mislim, da največji del, ki gre stran od tvojega prihodka običajno. Ne sploh, če se recimo sam plačuješ za najemnino, ne če si ti zdaj sam v enem stanovanju ali pa kakorkoli hiši, karkoli že. Jaz mislim, da je najemnina največji strošek, ki ga imaš in ponavadi je to, zdaj, če ti računaš, da je povprečna plača slovenska Jurija 300,
Ali pa Jurija Ja. 450 se mi zdi, že je že nad povprečjem. A veš, to je po mojem mišljeno kot merilo, ko se ti odločaš, da greš nekam v najem, Ja, kaj si lahko prvošiš. ja. A veš, se pravi, da ne sme preseči. Ampak to je zdaj pol konzervativno, v bistvu, kot že v bistvu časa bilo dobro, da se ti držiš. Ne? Ja, tako. Okay, ja, to bi pa že rekel, da prej. Ja. Pa recimo, če imaš ti recimo Jurija 300 plače, bi lahko pol porabil kot tretjino tega potem za najemnino. Sam to ni realno, še vsaj, ne? Ja. Koliko je 13 deljeno 4, recimo 300, ne, pol to. To dobiš recimo, to dobiš glih kako študentsko sobo, pol na koncu, če si v Ljubljani, to je grozen pa. Ja, ja. Tako da to je tako, no. Mislim, Ponovadi greš še več za to. Da so to neka vodila, da skušaš stremeti k idealnim pogojem, ki bi ti lahko omogočali, da lahko ti čim več na stran Ja, devaš. to pomeni, da boš ti recimo pol se mogel zdaj, če si recimo neke te plače, ki ste zdaj omenil, ne? To je vse okvirno, ne? Bi pol mogel pač se sprijazniti s tem, da boš zdaj živel najprej, dokler ne splezaš više, pač z več ljudmi v stanovanju, ne, naprimer. Ja, pa imam pa še to eno random pravilo glede hipotek, ampak jaz ne vem, koliko so hipoteke v Sloveniji aktualne, ker Slovenci smo zelo nori na lastnino. Ja. Ja, čudno je, če nimaš. To je zelo ameriška zadeva, ne? Ampak, ne vem, ko je sploh hipoteka, da ti zastaviš hišo, ne? Ker v osnovi se mi ful zdi, da funkcionira lahko na isti način, kot pa stanovanjski kredit. Hipoteka je stvarna pravica na nepremičnino, s katero banka ali drug upnik zavaruje terjatev kredit. Ja, Upiše se zemljiško, nepremičnina pa ostane v lastni uporabi dolžnika. Torej, na hipoteko vzameš ti, kako bi to rekel, ali pa še druga definicija, hipoteka pomeni zavarovanje terjatve na nepremičnini in je najpomembnejša oblika zastavne pravice, ki je zavarovana. Torej, po moje ti lahko, recimo, če si ne moreš nečesa privoščiti, lahko daš to na hipoteko in pol, če ti izgubiš, to ti lahko vzamejo. Okay. To je zdaj v bistvu nisem glih najbolj pameten, ampak je zavarovanje, ki najpogosteje se uporablja. Banka ima prednostno pravico do poplačila izkupnine, če dolžnik ne izpolnjuje obveznosti. To je to po mojem, kar sem ti zdaj rekel. Ne? Je pa ni to... Po poplačilu kredita se hipoteka izbriše iz zemljiške knjige. Hipoteka je v bistvu način zavarovanja, če ti ne moreš, če ti nimaš toliko denarja, da bi banki karkoli druga ponudila, če ti ne moreš odplačati, ti pač vzamejo hišo. A pa to ni mortgage? Ne, mislim, da ne. Pa daj pogledaj, kaj prevede mortgage. Mortgage. A ni to kredit? No, sem pogledal. Kaj da imam pa jaz sem skozi narobe v glavi. Mortgage. Hipoteka, ja. Ja, ne, ful čudno, ker v tistem kontekstu, ko Američani, je to tako bil stanovanjski kredit. To ne vem, če to je bolj tako nek prevod 1:1. Ja. What is a mortgage? No, kakorkoli, da če imaš kredit za pač pa je to. Aha, mortgage je v bistvu secured long-term loan specifically used to purchase real estate or land. Tako da bi rekel stanovanjski kredit varianta v tej smeri. Ja, no se to spravo. Da bi naj... Torej, a mortgage is home of a... Mortgage is a type of loan that helps you buy a home. Aha, ok. Se pravi stanovanjski kredit. Ja. Ok. No, da če imaš stanovanjski kredit, ja. Da bi naj bili stroški tretjina prihodka za 15 let. Da več si pa naj ne bi smel prvošiti. Ja, se to je, mislim, da je po eni strani realno, sam to ne vem. Ja. Kaj pa dobiš za to ceno? Ja. Recimo, grem za račun, če ostanemo zdaj, da smo pri 15 Jurija. Kva? Da smo pri Jurija 500. Pa ti si rekel, koliko? Tretjina, ne? To je pol 500, ne? To je 500 evrov. Krat 15. Pa še... Oh, no. Pa še v teh 500 evrov verjetno... Ja, krat 12 pa krat 15. Moraš zajeti obresti. Krat 12, krat 15.
90,000 evrov. A veš, Je pa to, še to ni mi, nič. od tega še moraš odšteti obresti, ne, ker so že kao tistih 500 To ni, za 90,000 ne dobiš ti nič. To je, ja. Lahko kupiš od unga majstra iz Hrvaške, Zdajle se- njegov 5,000 euro Zdaj house. se je tam v bližini mene ena hiša prodala za 330,000 Ja, evrov. veš, ne, to je zdaj. Ni A šans, veš, ne. a veš, a pa veš. ni blizu avtoceste, ni, a veš, Dobro, sem se 20 minut do avtoceste, ali koliko imaš ti do avtoceste? ja, pol ure. Se to ni zdaj tako grozno. Ja, ni grozno. Mislim, ni pa grozno. zdaj, a Sej, veš, recimo rimske, ne, tam, ker sem jaz Mhm. drugače, tudi imamo do avtoceste ne vem, ja, na slab dan 40 minut, a veš. Ne. ja. Ampak ja, no, v glavnem zdaj 90,000 v tem času za nepremičnino ni, da neč ne dobiš, ne. Kosilnico si lahko kupiš. Ja. Da zaključimo, ko smo se s to hipoteko zahaklala, da zadnja stvar, ko bi jo sam izpostavil, je, da si skušaš, da si vzameš čas, da si skušaš čim več stvari avtomatizirati. Kaj bi pa pol In naredil? kar se Ja. vlaga, in da imaš plačila na trajnike, in da se ti je treba čim manj s tem ukvarjati. Ne? Manualno. Kaj pa imaš kaj na trajnik, drugače, ko si to omenil, imaš kaj velik na trajnik? Telefon, pa še imam zavarovanje, Ja, investicije, ki jih imam ja. v sklade. Ne? Pa na trajnik bi lahko imel, če bi hotel tisti security fund ustvariti za varčevalni račun. Ja, Ne, sem na Tako trajnik, zdaj. samo fitness. aha. Ko je pač najmanjši, več ali manj najmanjši strošek skoraj, pa tak mi je, da res Ko mi je ostale položnice pa vse manuali plačuješ. več ali manj. Ja. Zakaj pa? Zarovanje zato, ker sem trenutno v taki fazi, da si pa sam plačujem trenutno, ne? Ja. In si ne bi zdaj šel, ker bom tako mogel počasi zamenjati strategijo plačevanja. Aha, da boš menil zavarovalnico. Ja, recimo. Oziroma polico. No, pač Recimo whatever, na ja. ta način, pač tako je, da trenutno pač sem v nekem umestnem obdobju. Pol je pa tek, da za telefon plačujem za sebe pa še za eno osebo in pač s tem tudi vidiš porabo, ker pač si primoran vsako mesečno plačevati in pač oddaš položnico in vidiš, oziroma na mail pride in pač skeniraš, ne. Mhm. To, kaj pa še imam, kar je pa stroško, pa tako v glavnem sploti plačujem, nimam pa nič takega zraven. Ja, ja, Kar bi ja. se edino lahko avtomatiziral, še bolje pa recimo investiranje, ja. Mhm. Ampak to pa tudi fluktuiram, ker malo Ja. gledam, kam gre market, pa pol recimo, kadar imajo kriptovalute, kadar padajo, takrat moraš več. No, ker- Moraš kupiti dip. Ker ljudje si stvari avtomatizirajo. Narobe. Ampak ja, avtomatizirajo si glih te limpe Subscriptione. stvari, pa Ja, subscriptione, pa avtomatizirajo si odhodke. ne pa Odhodke, ja, ja. tako ja. Mislim, sej tudi to so odhodki, da moraš položnice plačati. Ne? Sam, Ja, dobro, nekaj je nujno, pa ne? tudi investicija je prvo odhodek, ampak vse vemo, kaj pač mislimo. Ne? Investicija v prihodnost. Tako. To je ena nova stranka, ki jo boste lahko bolj... Kaj je investicija v prihodnost? Ja, Odhodek je lahka stranka. daj. še to pa si moraš nakopati. Volite da za odsvirke. Koga boš pa volil marca? Ne, Ne. Nisem še sploh razmišljal o ničemer. Tako da. Ker pustimo to temo. Ja. Tole Finance. tole za danes nekaj vodil za koristnih, za, če se premalo Ja, ne, zdaj pa sprašujete o čakaj, da je življenju. zdaj še Kva? priti do tega, kaj še lahko zdaj sam na hite narediš, kaj bi bili še pa ostali koraki do boljše finančne prihodnosti. Zdaj smo rekla, A ja, jaz mislil, da nimaš cajta. zdaj še imamo 6 minut. Okay, v 6 minutah povej čim več orodij in strategij, Ja, ki si jih ne prebral v začnemo knjigah, podcastih. Ne, In, ja. okay, no, sorry, boj. No, kaj bi še zdaj priporočil, v bistvu takega. Zdaj smo rekla, prva stvar je to, da pogledaš, kakšne imaš prihodke in odhodke, druga stvar, odplačaš tisto, kar si še dolžen, kar pač lahko. Tretja stvar, avtomatiziraj si stvari, kar lahko. Da Kaj pa še imaš pa? emergency fund, smo Emergency rekla. fund smo rekla. Torej na strani pol leta osnovnih stroškov. Pol da paziš, da ni prevelik del tvojih odhodkov, to, kar niso osnovne potrebščine.
avtomatiziraš, si rekel. Eno stvar bi še rekel, Aha, da to sam da ponovim, ko smo za nazaj, da pač odplačuješ vnaprej, kar lahko. A jaz si rekel, da dolgove odplačaš. ja. Okay. Ena stvar bi še bila mogoče to, da pač ugotoviš, kaj so te stvari, ki jih moraš nujno vsak mesec plačati. In pač ugotoviš tisti procent, pa ga daš najprej zdaj na stran preplači, da boš imel za tist. Podaš druga stvar, ki jo daš, da plačaš sep za vnaprej, torej da daš nekaj na stran, pa ugotoviš na koncu, kak je pa zdaj procent teh financ, ki ti pa mogoče ostane, če ti lahko ostane, in da zdaj se ti odločiš, zakaj pa hočeš ti trenutno v svojem življenju sploh porabljati ta denar. Ali ti je zdaj, pač najdeš eno stvar, ki ti pač pomeni, recimo, ali zdaj, če je to čisto za free, ne, za happy spending, ali to ali boš hodil ven, ali boš več dal na obleke, ali boš začel ali bi rad auto upgrade, pač to so samo v bistvu liability. Za kateri liability bi se odločil, pa bi pač hotel za njega spendati to. Obveznost, ja. Tako, pa še ena stvar, bila pa to, da če pač ugotoviš, da pa premalo dobiš, da si pa pač probaš povečati prihodek. Zdaj mogoče v to se ne bi preveč spuščal. Mislim, da bi se sam ne danes. Ne danes. Ja, po volitvah. Ja. A še kaj takega bi še lahko dodal tu zraven? Kakva bi bila najena stranka? Midva bi sam... Jaz vem, kaj bi bila Vse midva bi bila dobra politika. Večino stvari tak ne vemo, o čem govorimo. Ja, super. Smo kao izobraženi. Ne vem, če smo dosti prepričljiva. Ja. Malo manj hecav. Ja, to pa res. Ime stranke dobre kretinje. Ja, ok, to je pa interno. Še imaš kakršenkoli finančni svet za mene? Za tebe? Ja. Imam enega specifično za tebe. Ajde, prodaj bas. Da ne pozabiti zapravljati denar. Mislim, da še nimam teh težave. Da pač ti ljudje, ko so optimizatorji, tako midva, veliko takih caseov imaš, ko pač umrejo, pa so pač pustili za sabo neke milijone. Ja, nisem še tako daleč. Vem, zato sem rekel, pač kao, ko si star, ne? Ja, okay. Pa pač noben ni vedel, da so imeli te milijone, ampak to je razlagal ta Ramit Sethi. Kaj je že ta knjiga? I will teach you to be rich. Ja. No, da what a waste. Da ni pač več tega denarja zapravo zato, da bi se imel fajn v življenju. Ja, ampak ga imel na kupčko, ja. Torej, imejte se fajn. Tako, ne pozabite na to, kljub vsem na svetu. No. Ja, kljub vsem svetu, dajte malo zapravljati. Tako. Zdaj pa gremo v BTC. Ja, po Nike-ce. Po Lipgloss. Trojne Nike-ce. Ja, fajn. Air Force-ice, to si imel kdaj? Ja, imam jih, tule so. Ojo. To mi je najboljši šuh do zdaj. A res? Pač to so, mislim, da druge ali tretje, ko jih imam. Ampak en redkih šuhov, ko mi nikoli niso smrdeti začeli. Aha, no jaz imam to kar težavo. Ja. Ko so bili pa oni šuhi, ko so bili ful popularni, ko so bili taki više, niso bile to Air Force? To so pa Air Max. Air Max, a to si imel? Velikih je, nisem jih imel. To bi bilo fajn, ko bi bil malo bolj velik. Petke si daj gor. Kaj so bili pa oni, jaz sem si ful dolgo hotel, zdaj govorimo o potrošniških stvarih, jaz sem si ful so mi fajn zgledale te Adidasove superstarke. Ja? Ampak meni to ni čudno. Mogoče nekoč. Jaz sem imel encajt ful neko obsesijo z sneakersi, bolj to, da imam napisan, kjer bi imel pa tak, ne, ampak je bilo to pač, ni bilo zaston, ne. Pol se mi je pa pač malo bolj spremenil odnos do Superg zaradi tega, ker sem ful stil oblačenja spremenil. Zdaj nisi več hip-hopera. Ni mi več pač toliko pasov ta streetwear tip čevla k temu, kar pač oblečem. Okay. In sem zato pol drugače začel zbirati, ko pač kupim in iz tega razloga tudi, če pač kupim Air Force-ice, bom iskal neke neutralne barve, ne.
Se pravi, ali so pač bele, ali so bolj nek bež odtenek, ali pa nekaj zato, da ti pol skoraj posod paše, kar pač oblečeš. Ne. Poznam Na to, foru, ja. Si optimiziral. Ja. Ja, dobro, bi dodal še kaj. Ja, veliko To je bila današnja denarja kratka. imejte in veliko ga tudi dejte. Ja, nama. Ja. Sponsor. In pelte svoje punce na dejt. Ja. To pa ni interna. Je vredo. No. Upam, da so vam na sveti kaj pomagali in da boste mogoče malo lažje zaspali. Zelo še niso pomagali, morate jih uporabiti. To je pa lepo. Pol pa bojo. Vredo. Nasvidenje. Adijo. Drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala za vašo pozornost. Lajkajte, komentirajte in se naročite na kanal. V nasprotnem primeru se vam bojo na vseh napravah pobrisala vsa gesla. Pam, pam, para. Vsa gesla.